Je klanc? Čakaj malo. Obiskali smo Je klanc? Čakaj malo. Je klanc? Je dosti stopnic? Ma se splača priti v Štanjel. Se splača priti na obisk v Biser Krasa. Pozdravljeni v Štanjelu, pozdravljeni v Biseru Krasa. Nahajamo se na grajskem dvorišču v gradu Štanjel, ker začnemo naše raziskovanje tegale prazgodovinskega kraja. Urša, tle je vse nekaj na novo narejeno, vidim. Kaj lahko za začetek tukaj vidimo? Najprej v tej štirni se nahaja turistično-informacijski center. Nasproti mene imamo tudi trgovinico z lokalnimi izdelki. Povsem na novo odprt tudi muzej o naravi in človeku na Krasu. Ena posebnost pa je tudi vinoteka grad Štanjel. Vinoteka praviš? Ja. Ej, te lahko pol povabim na en kozarček? Lahko po službi. Okej. Urša, zdaj si me pripeljala v muzej grad Štanjel. Ma tle vse novo, vidim jaz. Res je. V bistvu se je odprl meseca aprila lanskega leta. In kaj vse lahko vidimo tle noter? V bistvu je v muzeju predstavljenih 7 glavnih elementov oziroma 7 sklopov Krasa. In vsak tak element je potem ima tudi en tak interaktivni kotiček, kjer lahko v bistvu obiskovalci sam element spoznajo še na tak drugačen, bolj interaktiven, čutni način. Imamo en tak vetrovnik, kjer lahko v bistvu obiskovalec dejansko začuti samo moč burje, ki piha z 90 ali pa 120 km/h. Dobro, mene vem, da ne bo odneslo, ma tebe se pa že malo bojim. Držati, da te ne bo odneslo, da te ne bo odneslo. Kam smo zdaj pripeljala? Jaz vidim tle en kup enega kamnja lepo zloženega enega na drugega. Zdaj se v bistvu nahajamo na najstarejši ulici v Štanjelu in pa tudi pred najstarejšo hišo v Štanjelu. Zelo zanimiva lih iz tega vidika, ker je v bistvu celoti narejena iz kamna. Ja, wow, Urša, kam smo pripeljali? Zdaj to je ena romantika, tle to, en mostiček, bazenček, fontana. Pa kje smo zdaj? Zdaj se nahajamo v Ferrarjevem vrtu. Ta vrt zasnoval Max Fabiani in ga je zasnoval za svojega svaka, Enrika Ferrarija, ki je bil v bistvu zdravnik za pljučne bolnike iz Trsta. In se zato v bistvu po njemu imenuje to Ferrarijev vrt. Prej smo jo omenila tudi, da je ratala zelo taka romantična točka. Kaj tle ljudje delajo? Mislim, eno neumnost, ne? Veliko parov se odloči, da se bo tukaj pač poročilo. Imate kakšna poročila, koliko je uspešnost teh porok oziroma koliko zdržijo? Nimamo tega podatka, ampak verjamemo, da so vsi srečno poročeni, ker so se poročili v tako čudovitem kraju. Skupaj z Uršo sva prečesala po dolgem in počez ta Biser Krasa. Urša, hvala, ker si vzela čas in jaz komaj čakam, da pridem nazaj. Hvala tudi vam za obisk, seveda. In pa seveda vabim tudi vse obiskovalce, da nas obiščejo, da se sprehodijo po našem Štanjelu in da na ta način spoznajo naš Biser Krasa. Tako, zdaj pa greva na tisti hlš v vinoteko, ki sva se že prej zmenila, ne? Ja, zdaj bi bil taj. Čau! Čau, čau!